A se temu reče ples v zraku na tkanini? Ker je to dosti neprepoznavna disciplina, tukaj še mogoče iščemo nek pravi izraz, ampak večinoma uporabljamo ples na tkanini ali pa zračne discipline. Odkot pa izvira ta ples? Zračne discipline v cirkusu so se začele na trapezu. Vrvi so bile tudi prisotne največkrat zato, da so ljudje splezali po vrvi do trapeza. Zadnjih 20-30 let se je pa to tako ekstremno razvilo in mi rečemo temu potem zračne discipline, kamor pašijo vrvi, tkanine, obroči, trapez. A je to lahko zelo nevarno? Je nevarno, zato se temu reče, da se stvari lotevamo metodično. Največkrat damo blazine spodaj in gremo od lažjega k težjemu. Se pravi, najprej stvari, ki so hitro naučljive in tokrat ponavljamo, da smo zelo domači s temi stvarmi in to nam potem zagotovi varnost. Kakšno težo pa prenese tkanina? Vrvi so ponavadi zelo posebne in tudi napisano je gor, koliko prenesejo teže. Medtem ko tkanine so pa večinoma kupljene v trgovinah na metrsko blago in jih je enostavno treba probati. Ampak lahko zagotovimo, da sigurno 1 tono. Od koliko let naprej pa lahko to treniraš? Ja, jaz mislim, takoj, ko lahko otrok spleza, nekam je že v bistvu se lahko uči te stvari. Kaj moramo pa najprej znati? Osnovne stvari, za katere se moramo pa ogreti, tako da bom jaz povabil kar našo ekipo. Sem, pridimo. Pri zračnih stvareh so zelo obremenjene roke, ramenski sklep, tako da najbolj to ogrejemo, plus še potem celo telo. Vrtimo roke naprej, ali to je nazaj, ali je naprej. Enkrat naprej poskočimo, nazaj poskočimo, super smo. Zamahneš, zračno pomenjaš, se spustiš. Mi tako navajamo dlani, da zagrabijo tkanino ali vrv in da se navadijo ramena in roke na našo težo. In v drugo stran. Zakaj si pa moramo roke s tem namazati? Namažemo si zato, da roke postanejo mičkem bolj lepljive in imamo potem veliko boljši oprijem. Da sploh lahko izvajamo naše prvine v zraku, moramo seveda splezati do gora. Paštimaš in potem s to spodnjo nogo greš od spodaj in stopiš čez. In pa se potegnemo. In pomembno je, da to nogo res držiš na flex. Da si tako poličko narediš, pa stopaš gor. To, bravo, stop gor. Super. Yes, to je to, bravo, Petra. Dar, to je to. In se vidiš prav. Okay. Z dlanmi zagrabiš tkanino v višini čela. Narediš 2 koraka nazaj, stopiš z nogo naprej, se skloniš naprej, z rokami pa narediš ko prstnemu plavanju. Znate, oba prstno plavati. Znata. To je ta, no, ja. Se nagneš naprej in kar greš v preval naprej. Hop, 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 hop. Čez. Evo ga. Lahko prosim zdaj pokažete ene take malo težje trike na tkanini? Z veseljem. Kaj vam je bilo na začetku najtežje? Pogruntati te dinamične gibe, se pravi te plesne gibe, ker se veliko dogaja na tkanini, tako da čisto koordinacija telesa, to je bilo zame najtežje. Meni osebno je v bistvu bilo malo premagati ta strah, ker si visoko v zraku. Meni je bilo najtežje prenesti bolečino, ki je prisotna, sploh, ki je skoncentrirana vsa teža na enem delu telesa. A je že kdo od vas padel za tkanine? Sem padel iz tkanine, ampak sem na srečo imel vedno blazino pod sabo, tako da ni bilo nobenih poškodb in nobenih problemov. Enkrat sem padla, ampak je bilo že na koncu treninga in se mi je že ful mudil domov. In sem padla dol in sem si zlomila eno koščico v stopalu, ampak nič hujšega, no. Ja, tako da tukaj pride en tak pomemben nauk, da je treba ostati osredotočen, sploh pri takšnih stvareh čisto vse do konca.